Dober dan. Šla bom nekaj let nazaj. Najprej leta 2017 je v sodelovanju Slovenske matice, Znanstvenega inštituta za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Inštituta za zgodovino medicine, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter Zdravniške zbornice Slovenije izšla prva knjiga Enciklopedije zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, ki na 458 straneh obravnava poglavja Medicina skozi čas, javno zdravstvo in farmacija. Leto kasneje, v sodelovanju istih založnikov in izdajateljev, je sledila druga knjiga na 460 straneh, ki obravnava kirurške stroke, ginekologijo in porodništvo. Leta 2022 je v sodelovanju istih strokovnih sodelavcev in Celjske Mohorjeve družbe izšla tretja knjiga na 752 straneh, ki obravnava področja infektologija, nevrologija, onkologija, dermatovenerologija, zobozdravstvo, strokovno zdravstvene vede, predklinika, zdravstveno šolstvo. In novembra 2024, najnovejša četrta knjiga te enciklopedije, ki na 560 straneh obravnava področja interna medicina, urgentna medicina in nujna medicinska pomoč ter paliativna oskrba. In na pod vse štiri knjige se je podpisala, jih zasnovala in jih napisala profesorica doktorica Zvonka Zupanič Slavec, ki jo tudi prisrčno pozdravljam danes najprej v naši sredi. Lepa hvala. Torej, o tej enciklopedični zbirki in četrti knjigi se bomo danes pogovarjali. Pridružili pa so se nam danes tudi urednica, gospa Senta Javnik, zdravnica gospa Ana Jakopin, doktorica medicine in pa zgodovinar, gospod profesor dr. Jonatan Winkler. Vsi tudi prisrčno dobrodošli. Enciklopedija sama zase priča o številnih presežkih. Trenutno 2230 strani, 3000 se jih obeta s peto knjigo. Odmevi na njo pa prav tako govorijo o presežkih, pa bom kar citirala. To je herojsko delo. Življenjsko delo avtorice, kakršnega ne premorejo marsikateri večji narodi. Pričujoče delo utemeljuje slovensko medicinsko samozavest. S to monumentalno monografijo neizmerno delo v zdravstvu ne bo šlo v pozabo. Edinstven in izjemen projekt in dosežek, ki ga ne bo mogoče ali vsaj ne zlahka ponoviti. Knjiga je pomembna ne samo zato, ker je pričevanje o plodnem preteklem razvoju, temveč tudi zato, ker prikazuje konec romantičnega obdobja v intimnem odnosu med bolnikom in zdravnikom, v kar doslej še ni nihče posegel. Knjiga govori jezik neštetih generacij, ki so vtisnile pečat razvoja medicinske stroke v Sloveniji. Knjiga je neprecenljiv spomenik zdravstvu. Iz dragocenih zapisov bodo nasledniki črpali moč za svoje zahtevno in humanosti polno delo. To je valvazorjana medicine, grandiozno delo, ki ga običajno ustvarjajo veliki timi strokovnjakov. Knjižna zbirka Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem je eden največjih podvigov slovenskega založništva v zadnjem desetletju, pa je na koncu zapisala doktorica Ignacija Fridljac, ki jo tudi danes pozdravljam med nami. In da se je pod vsem tem podpisala doktorica Zupanič Slavec, pa takole odmeva med recenzenti, strokovnimi kolegi in v medijih, spet citiram. Avtorica ne pušča za sabo le prstnih odtisov, ampak predvsem žulje. Je kot mravlja, ki prenaša Triglav. Zelo poetično. In še Resnično. ena taka. Avtorici bodo zavidali, a za dobrim konjem se vedno praši. Z velikansko energijo, srčnostjo, širokim razgledom, upornostjo, vztrajnostjo in neverjetno sposobnostjo povezovanja je avtorica iz množice gradiv uspela sestaviti dragocen mozaik zgodovinskega razvoja medicine pri Slovencih. Avtorica izžareva energijo modrosti in življenjske moči, deluje brezhibno kot nevronska mreža, je avtorica z jekleno voljo in brezmejno predanostjo poslanstvu. Profesorico doktorico Zupanič Slavec lahko nedvomno razglasimo za polihistorko našega časa.
Hkrati pa je to tudi njen globok poklon človečnosti in slovenstvu, poklon ljudem, ki so v prostoru med Alpami in Jadranom tisočletja najdevali svoj dom, ki so dolga stoletja vse do danes gojili slovenski jezik in s svojim delom na različnih področjih razvijali tudi njegovo strokovno in znanstveno besedišče, nazadnje, a sploh ne najmanj pomembno, samo nekaj takih misli. Profesorica dr. Zvonka Zupanič-Slavec je redna univerzitetna profesorica, zgodovinarka medicine, medicinska humanistka, priznana raziskovalka, predana pedagoginja, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno strokovno, znanstveno, raziskovalno in publicistično delo sega na zelo različna področja medicine in medicinske humanistike. Največ se seveda ukvarja z zgodovino medicine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Objavila okrog 60 knjižnih del, znanstvenih, strokovnih, prevodnih. Bila je in je še članica več uredniških odborov, različnih strokovnih združenj, vpeta tudi v kulturno-umetniška društva, glasbenica, ljubiteljica kulture, prizadevna ambasadorka društva Hospic. Je pa tudi prejemnica državnega odlikovanja medalje za zasluge za znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo na področju zgodovine medicine. Kmalu po izidu te 4. knjige pa je tudi prejela Hipokratovo priznanje za izjemno delo na področju raziskovanja zgodovine medicine ter neprecenljiv prispevek k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske medicinske dediščine, tako doma kot v tujini. In spoštovana gospa Zvonka, tudi za to prejeto najvišje odličje, pravzaprav za življenjsko delo na področju medicine, še enkrat iskrene čestitke. Lepa hvala. Ko imaš o kom kaj povedati, pač malo dlje traja, ne? Torej, gospa Zvonka, v vas je pri knjigah te enciklopedije vendarle sodelovala še cela vrsta strokovnjakov, ki so prispevali recenzije, uvode, ki jih bomo tudi še omenili, ne, strokovne sodelavce. Uvodoma pa želim seveda najprej dati besedo vam. Kar je zapisano v teh knjigah, je nemenljiva duhovna dediščina slovenskega zdravništva, zdravstva in naroda, ko ste tudi sami naslovili svoj prispevek. Kar je zapisano in natisnjeno v knjigi, bo ostalo trajno. S to enciklopedijo ohranjate velik del prehojene poti našega zdravstva in medicine kot neke vrste dolg ljudem, zavezanim zdravljenim bolnikom, ki so svoje poslanstvo izpolnjevali za svoj narod, pa vendar najprej za prihodnje rodove. To je gotovo vaše življenjsko delo, pa če o njem spregovorite kot ženska na vrhuncu svoje kariere, ki ob 6 vnukih, naj mi ne bo zamerjeno, če povem, da tudi ob skrbi za mamo na drugem pragu življenja, tako rekoč, ne, ob skrbi za svojo družino, za humanizacijo medicine tudi med mladimi. Mislim, da se vsi sprašujemo, ne, kako zmorete vse to, odkot črpate, kaj je tisto vas, kar vas žene in seveda z vašimi besedami, kaj prinaša ta enciklopedija in nova 4. knjiga. Mislim, da bi še moral biti ten mikrofon, pa bi tistega beseda. Veste, ko človek to posluša, si reče, se to nisem jaz, ali pa, a ni to že pogrebni govor? Ne, sej, a ne? Ampak zgleda, da življenje je dolgo in se te drobtinice nabirajo in da je vse več sedimenta in da je vse več tistega, kar na koncu vseeno nekaj velikega naredi, ampak za vsem skupaj je pa ena sama predanost, eno samo zaupanje vase, tudi jaz imam en rek napisan, ki je od Virgila, zmorejo, ker verjamejo, da zmorejo, vase moraš verjeti, a ne? Ampak sicer pa gre za minuciozno delo, ki teče vsak dan. Jaz kuham pa svoje razmišljam, veste. Jaz, nisem kot Lenka sešeta, metla pometa, Lenka počiva, igla je šivi. Starejše generacije gotovo se spomnite iz prvega grila tega, ne. In ta neka odločenost, ki se je pred 10 leti približno pač porodila, da vse to znanje, ker delam, 3 leta sem najprej delala v praksi, potem sem delala sicer še ambulanto 10 let paralelno,
Ampak gre pa za mojo zaposlitev praktično skozi vse življenje na ustanovi, ki se ukvarja z zgodovino medicine in medicinsko humanistiko, kjer pač čutim, da imam s svojim znanjem in tudi s tem, da me je tudi ta družba oblikovala, ta država sofinancirala, da sem bila deležna teh možnosti, da sem lahko vpijala znanje po svetu, da ga moram tudi ne samo prenašati nad študente, učim 33. generacijo študentov, če jih je v povprečju bilo recimo okoli 230, do bolonske reforme okoli 200, zdaj pa jih je, nekaj časa je bilo skoraj 350, zdaj imamo okrog 300, je to 8000 zdravnikov, ki sem jih recimo učila. Ne? A veste, in pri tem, ko recimo toliko znanja pravzaprav nabereš, si rečeš, pa se to je treba vendar ohraniti. In tako je počasi ta ideja dozorela, da sem jaz nagovorila nekaj najžlahtnejših sodelavcev na medicinski fakulteti, mojih profesorjev, visoko spoštovanih. Žal je lansko leto preminula profesor Alenka Račelj-Medvešček, imenitna infektologinja in medicinska terminologinja. Profesor dr. Dušan Sket pa se za danes opravičuje, ker ga ni med nami. In ta dva sta bila ta glavna, ki se mi še poleg nekaterih drugih pomagala kazalo narediti. Kazalo je bistvo vsake stvari. In mi smo naredili eno kazalo pregledno za celotno medicino. Mi smo predvideli, da bomo v 3 knjigah to lahko nekako popisali. Najprej bilo 200, koliko je šla, ampak je bila ta 3. še planirana, ne? Ja. In pri tem je ves čas bila moja sodelavka Senta Javnik zraven, 18 let, mislim, da si na inštitutu že, ne? Žal z bolonsko reformo smo jo, oziroma z Zujfom, ne? Zujf jo je vzel, prej smo imeli celo, zdaj pa samo malo ur, ne? Ampak nekdo, ki ima interes, nekdo, ki dela v nekem okolju, lahko se veliko tega nauči, tako da je bila žlahtna sodelavka, urednica skozi vseh teh 10 let, kar bo tudi sama povedala. In veste, in pač počasi nosiš te stvari v sebi in jih kupčkaš, na različne načine, fizično, digitalno, pregledati vse mogoče arhive, pregledati vse mogoče sekundarne vire, zapise. In tam, kjer recimo ni virov, nebroj intervjujev, to je res nekaj, kar je tukaj sintetizirano v teh delih. Ne? Tudi povem, da če ne bi bila zdravnica, da če ne bi poznala, praktično bom rekla, zdaj vse te starejše generacije, ne? Tudi najverjetneje tega ne bi mogla spisati. To je pač, konec koncev je tukaj pač tisto neko življenjsko poslanstvo, ki ga nekje opravljaš. In tudi malo med študenti glas gubljaš. Nikoli si nisem mislila, da bo toliko veliko tega nastalo. Nikoli nisem pri tem imela občutka neke oholosti, neke vzvišenosti, nekega občutka, da ne vem, da je pač to res tako, kot so ti različni razmišljajoči govorili, a ne? Jaz vam lahko samo to povem, da nekdo, ki mi je rekel, da je to gladiatorsko delo, in tukaj se bo Senta gotovo prva strinjala, ker je najdlje z mano, pa potem tudi Ana, ki je moja sodelavka, zdravnica, magistra dietetike in pa tukaj doktorirala in naprej delala na tem področju, da je pač to res gladiatorstvo, ne? Ker pač takih velikih stvari ne moreš drugače narediti, kot da se odrečeš vsemu mogočemu luksuzu, ne poznam pohajkovanja po trgovinah, ne poznam kofetkanja za prazne vsebine, malo tega, nekaterim je to luksus, meni je to tratenje časa, tega ne poznam in mi je pač pri tem, kar mi je najpomembneje, prva družina, mož, moji 3 otroci, njihove družinice, vnučki, lepota življenja in s tem tudi kleno kot medicinska humanistka na vsakem koraku stojim. Sem tudi deležna, lahko povem, novodobnih ideoloških napadov in je treba res čvrsto stati, verjeti v to, kar počneš, verjeti v to humanistično poslanstvo stroke, za katero dihaš. In jaz sem pri vsem tem delu brezmejno hvaležna prav vsakemu posamezniku, ki me je podpiral. Prav vsem, ki so kakorkoli
razumeli, da gre za nekaj, kar bo narodu ostalo. Gre za nekaj, kar kaže, kako brezmejen trud je bil vložen od mas ljudi, ne samo zdravnikov, gre za tudi timsko delo. Ena desetina zdravstvenega osebja je zdravnikov, zaenkrat, mogoče bo počasi še manj. Smo imeli informativne dneve, mi že počasi zdravnike težko dobimo, a veste, tako kot je s tem ščuvanjem in tako naprej, je pač, to je antipropaganda, čeprav vsak bolnik ve, da ni večjega zavezništva, kot je med bolnikom in zdravnikom. A ne? Bolnik rabi zdravnika, zdravnik je pa zaradi bolnika tam. In zdravnikovo poslanstvo je podpirati to življenje, mu dajati večjo kakovost, skrbeti, da bo lažje živel in da bo tudi naravno umrl. To je 25 stoletij dolgo zdravniško poslanstvo, kjer je Hipokrat v svojo zaprisego zapisal, da je zdravnik tisti, ki mora varovati življenje šibkejših. In da ima šibkejši pravico živeti. In to je tudi poslanstvo, ki ga iz predavalnic širimo med naše bodoče generacije, da so ozaveščene. Na koncu, veste, ravno sem brala eno knjigo Strangers at the Bedside, tujci v bolniški postelji, kjer popisuje, kdo vse odloča o tem, kaj se bo dogajalo v medicini. Pa so tam najprej menedžerji, pa zavarovalničarji, pa različni ekonomisti, pa potem razni logi, filozofi, psihologi, in tako. A veste, ljudje, ki se nikoli ne podpišejo pod diagnozo bolnika in tudi seveda potem na mrliškem listu, oziroma ob smrti. Zdravnik pa prevzema odgovornost, zdravniku se nalaga odgovornost. In zdravnik je doživljenjsko, tudi ko je upokojen, lahko kazensko preganjen. Tako da vse te knjige prežema ta duh visokega humanističnega poslanstva, zdravništva in tudi zdravstvenega osebja. In pač tako, kot so bile tudi predstavljene vsebine, prva je bolj javno-zdravstvena knjiga, druga je bolj kirurška, tretja ima veliko različnih področij medicine, četrta ima zdaj bolj internistične stroke, urgentno medicino, nujno medicinsko pomoč, pa razvoj paliativne oskrbe in tudi klinične genetike, klinične prehrane. Tako da se pač med seboj dopolnjujejo. Tudi se veliko krat citira, glej to in to knjigo, in bodo počasi tudi digitalizirane. Zdaj, prvi dve knjigi bomo počasi digitalizirali, potekli so pač ti neki pogodbeni roki, ki jih ima avtor založbo, da se lahko tudi to potem počasi v digitalne oblike spreminja. S silnim problemom pridobivamo soglasja za slikovno gradivo, zdaj recimo imamo že vsa soglasja za četrto knjigo, ampak so enormna energija za vso to organizacijsko delo porablja. Veste, tukaj človek niti, težko je pravzaprav reči, koliko je strokovnega dela pri tem, koliko je organizacijskega, ampak če, jaz imam, v telefonu imam približno 6000 telefonskih številk, ker odkar je GDPR, jaz ne dobim enega podatka iz kadrovskih služb. In iščeš potem privatno stvari, ki manjkajo. Letnice rojstva, letnice smrti, ne vem, še kakšne podatke, veliko intervjujev. Tako da je pač tukaj potem na koncu neka sinteza, kjer je težko vedeti, kaj vse je v ozadju. Zato malo ta ozadja opisujem, čeprav mogoče bolj nekdo pričakuje, da bom zdaj bolj o interni medicini govorila, ali pa o, ne vem, nujni medicinski pomoči, recimo razvoju teh paliativni oskrbi, vse strašno pomembno. Rada bi poudarila, da je težko tudi včasih pridobiti recimo sodelovanje kakšnega drugega profila znotraj zdravstva in sem tukaj v auditoriju specialno hvaležna naši dolgoletni glavni medicinski sestri Erni Kos-Grabnar, bi prosila, da kar ostane, ker je brezmejno dragocena. En aplavz za njo. Ker je resnično pomagala, da pravilno upenjamo to neizmerno pomembno delo zdravstvene nege. V medicini je pač tako, da tim je toliko močen, kolikor je močen najšibkejši člen. Ko najšibkejši člen odpove,
tim pade. Mi vemo, da imamo zaprte oddelke, ker nimamo medicinskih sester. Da so srednje medicinske sestre, ki niso bile diplomirane, da so jim vzeli kompetence za stvari, ki so jih s prakso pridobile in da so bile slabše, da so pod minimalno plačo bile. In so šle rajši v Lidl, v Hofer in ne vem kam še vse, police filat in to je za medicino to katastrofa. Za zdravstvo kot sistem. Ker tukaj je torej zdravstvo in medicina. Zdravstvo je sistem. Medicina je stroka. Tako da, žal, seveda je tudi v teh knjigah del ideologije popisan, ki deluje lahko na stroko zelo negativno. Mislim, da smo v enem času, ko vsi to tako dramatično občutimo, da se jaz kot zdravnica bojim prihodnega časa. Bojim se tega, kar smo doživeli v vseh sosednjih državah ob padcu Berlinskega zidu, ko je pač zdravstvo razpadlo. In bo tudi v zadnji knjigi sem se kar tako odločila, čeprav najprej nisem vedela kako in kaj, da bo tudi poglavje o razvoju medicinske etike. Ker to, da naenkrat življenje ni več tisto, ki bi ga moral zdravnik do konca svojega, torej vedno varovati, in pušča človeku, da naravno umira. To je res nekaj nenaravnega, nekaj, kar se vsiljuje in medicina mora biti absolutno, torej zdravništvo je v svetu absolutno svoboden poklic. Ni tako v razredih, kot je pri nas. To je svoboden poklic. In to, da ti zdravniku naložiš, da mora ubijati, to je nedopustno. Vsak, ki mora nekoga ubiti, se mora dehumanizirati. Recimo zdaj Nizozemska, ki ima že skoraj 25 let upeljano evtanazijo, njihovi zdravniki izstopajo iz sistema. So prve monografije tudi že išle o strašnih depresijah teh zdravnikov, o nočnih morah, o nemogočem življenju. Tudi recimo, veste, zdravnik ne sme nikoli ubijati in tudi se ne sme nikoli navaditi na to. Mi poznamo samo nacistično obdobje, ko je pravzaprav zlorabilo to spoštovanje človekovega življenja in smo videli, kam je to pripeljalo. In zdaj prihajamo spet v eno ero, kjer med 200 državami jih okoli 10 je sprejelo te nove zakone zaradi dolgoživosti družbe in zaradi ekonomskih interesov, ki pač pritičajo dolgoživosti. Gre za penzione, starostno oskrbo, zdravstveno, socialno. To je glavna stvar. Druga je seveda tudi ideološka. Marsikje recimo je družinsko življenje razpadlo, veliko ljudi pač drugače živi in čuti neke pravice drugače. Čeprav veste, pravica do smrti, je kdo pa je še preživel? Ne zamerite, ampak pač razmišljam tako zelo laično pri tem, zato ker to vsi čutimo. In recimo ta nek pasivni pritisk potem na ljudi, ki niso več koristni, to je nekaj, kar se ne bi smelo nikoli zgoditi. Tako da jaz kleno stojim na hipokratičnih načelih in so ta tudi prepletena skozi vsa strokovna poglavja, ki vedno izhajajo iz najdaljšega poznanega obdobja in se potem pač prepletajo z vsem tem, kar se dogaja. Ampak seveda sodobnejši čas ni komentiran, je samo naveden faktografsko, ker pač rabiš čas, da recimo ti lahko z distanco pogledaš pa rečeš, aha, to zdravilo, talidomid, je pa pravzaprav bilo škodljivo, pa so se ljudje brez rok rodili ali pa podobno. Tako da, če nekje tukaj vseeno dam reši piko, pa bi potem mogoče na kakšno vprašanje odgovorila, jaz bi rada poudarila, da tako velikega dela ne moreš nikoli sam narediti. In da je to vseeno timsko delo, čeprav je Senta kot urednica etnologinja, potem Ana je recimo krajši čas pač z nami, ampak od leta 2016 prebira recimo moja poglavja in jim kot aktivna zdravnica tudi daje še kakšne poudarke, ki recimo pač pri meni že, čeprav vse življenje z medicino živim, ampak recimo, če si ti v ambulanti, je to drugače, pa če se s tem mi smo licencirani, smo na redkih poklicov, kjer nam licenca zapade, po 7 letih ti zapade licenca, če ti se redno ne izobražuješ, ker je pač stroka, ki je silno dinamična. In tudi, če ne bi jaz imela recimo humanistov, ki so vedno znova tudi brali moje vsebine, recimo tako kot je dvojni doktor znanosti, profesor Jonathan Winkler,
kot zgodovinar in literarni zgodovinar in tako. Torej, ljudje, ki mi tudi, strokovnjaki, ki mi tudi znajo te komplementarne recimo področja, nekoliko ali popraviti, recenzirati. Recimo, zdaj 4. knjiga ima 86 recenzentov. Vsako poglavje, recimo kardiologija, mislim, da jih ima okoli 10. To so tako zahtevna področja, da ne moreš drugače. In zato je recimo nastajanje takega dela zelo velik, tudi organizacijski izziv, potem komunikacijski, tudi so zelo zasedeni, recimo številni zdravniki, tako da jaz za nekatere recenzije čakam po 2 leti. In je tudi tukaj na preizkusu moja brezmejna vztrajnost, in se pri tem vedno znova mojstrim, ko mislim, da sem že do konca prišla, pa je že potem 2 leti pa pol pri nekom, tako da. A veste, tukaj tudi vse te gubice, ki jih nosim, in vse znake mojih let, sokrojijo tudi vsi ti dogodki, vse te izkušnje, ampak vedno znova vam povem, da v glavnem prihajam od vseh teh ljudi, s katerimi sem se uspela srečevati in pogovarjati, poplemenitena, globje zaupajoča v medicino in v poslanstvo našega zdravništva in tudi drugih komplementarnih strok v njej, ki pa ne bi smela nikoli biti ideološko, kako bi rekla, pod ideološkim pritiskom. Več bi pa potem odgovorila, ko bodo vaše vprašanje tukaj. Lepa hvala. Če na kratko, mogoče vseeno gremo skozi ta področja, ki jih prinaša 4. knjiga, torej interna medicina, urgentna medicina in nujna medicinska pomoč ter paliativna oskrba. Eden od zapisov pravi tako: interno medicino pogosto označimo in dojemamo kot hrbtenico sodobne zdravstvene oskrbe. Je obsežna medicinska veda, ki obravnava diagnosticiranje, zdravljenje, preprečevanje bolezni pri odraslih, obravnava najširši spekter bolezenskih stanj in notranjih organov človeškega telesa. Osupljiv pa je učinek tega, močan osebni odnos med zdravnikom in bolnikom, je zapisal na primer dr. Zlatko Fras, se pravi strokovni direktor interne klinike. Ali pa magister Matija Mohor urgentno medicino označi kot samostojno mlado vejo na starem košatem drevesu, ki se mu pravi medicina, ki opisuje ta pojma pravočasno in pravilno, delo v urgentni medicini pa je predvsem timsko delo. Nekdanji vodja službe za nujne medicinske pomoči v Kranju. Ali pa magistrica Mateja Lopuh o paliativni oskrbi zapiše: zdaj je prepoznana kot specialnost klinične dejavnosti, usmerjena je v dobro lajšanje simptomov napredovale bolezni, upošteva bolnikove vrednote, nagovarja njegove stiske in vključuje v oskrbo tudi njemu pomembne bližnje. Kakor je lahko neka bolezen dodobra proučena in njene posledice znane, se moramo vedno zavedati, da se vsak bolnik drugače spopada z njo. Zatorej sama diagnoza ni tako zelo pomembna, kot je pomembno to, kako se bolnik na njo odziva, se z njo sooča in se nauči z njo živeti. Torej, nespodobno, da izberem nekaj kratkih misli za predstavitev področja, ampak samo toliko, da se sprehodimo skozi njih. In kot istočnico gospe Senti Javnik, torej to je nekaj področij 4. knjige. Ves čas se v knjigi tudi približujemo misli kanadskega zdravnika Williama Oslerja, ki je tudi tu citirana, da dober zdravnik zdravi bolezen, veliki zdravnik pa je tisti, ki zdravi bolnike. Kot je že gospa Zvonka vas pravzaprav predstavila, ste diplomirana etnologinja, kulturna antropologinja, vrsto let že delate na Inštitutu za zgodovino medicine in skozi sodelovanja pri vsebinah, s katerimi se inštitut ukvarja, ste si nabrali veliko znanja, izkušenj z področja zgodovine medicine. Takole piše v vaši predstavitvi, v svojih prispevkih se je usmerjala predvsem to, kaj so določeni medicinski ali zdravstveni fenomeni sprožali v družbi skozi zadnji čas. In v kakšnem desetletju ste urednica intenzivno vpeti v pripravo teh 5 enciklopedičnih monografij. Zelo dobro vem, kaj sicer pomeni uredniško delo, ampak spopasti se s po 500 ali 700 stranmi katerekoli knjige, kaj šele znanstvene, je seveda gigantsko delo.
Kako vi razumete, doživljate svoje delo na tako zahtevnem področju, kot je medicina oziroma to interdisciplinarno sodelovanje? Kako poteka vaše delo? Hvala za povabilo, najprej nek pozdrav vsem skupaj. Zanimivo vprašanje. V bistvu je tole uredniško delo, medicina kot taka je zelo specifična. Se pravi, da če nimaš, ne poseduješ medicinskega znanja, tudi zelo težko operiraš z vsebinami, jih razumeš ali interpretiraš. Tako da ko prideš do zgodovine medicine, je to zelo interdisciplinarno področje. Zdaj, to, kar je že prej Zvonka omenila, ki ima neverjeten nabor in mrežo poznanstev v stroki, pri zdravnikih, to pomeni, da je dejansko lahko zbrala vsebino, ki je verodostojna, kredibilna in predstavljena v teh 5 knjigah, saj težko poseduješ znanje, ker je tako intenziven razvoj medicine, da brez teh sodelavcev ne moreš sestaviti verodostojne kredibilne vsebine. Kolikor sama vem, je Zvonka zbirala material že leta za to enciklopedično monografijo, že leta preden sem jaz prišla na inštitut, tako da smo imeli recimo gradivo za prvo knjigo že veliko zbranega. Jaz sem recimo rekla, da je 10 let intenzivnih na delu, moje delo na teh enciklopedijah, ampak v bistvu se je že z vsemi knjigami prej pripravljala vsebina za te enciklopedične monografije. Kakor tudi bilo je ne vem koliko sodelovanj z študenti, ki so recimo hodili po kliničnih oddelkih in zbirali gradivo, ki smo ga potem lahko obdelali in vključevali v vsebino. Zdaj, da recimo v sodobnosti to pripravljam, jaz mislim, da zaenkrat smo še boljši od umetne inteligence. Zaradi tega, ker ta vsebina, ki je vključena v vse te 4 oziroma 5 knjig, tega enostavno na spletu ne najdeš. To je preko pogovorov recimo z zdravniki ali recenzenti, ki ti neposredno, po pričevanju ponudijo ogromno podatkov, ki jih nikjer drugje ne dobiš, ne obstajajo arhivi. Oziroma se ne skrbi za arhive. Potem Inštitut za zgodovino medicine ima številne periodične zbirke poljudno-strokovnih glasil, ki so izhajala skozi 20. stoletje, potem strokovna glasila, ki niso digitalizirana še. Zdaj recimo, ko bo prišla ta knjiga, ko bo ta kolos digitaliziran, potem bo verjetno umetna inteligenca dobila prednost in bo imela več znanja, kar se tiče zgodovine medicine in zdravstva na Slovenskem, ampak trenutno je v vseh teh knjigah zbranega več znanja, kot ga ima umetna inteligenca o zdravstvu in medicini na Slovenskem. Zdaj, vedno se pojavi vprašanje, kako tako ogromno vsebino spraviti v knjige, ker recimo, če greste pogledat razvoj posameznih medicinskih specialnosti ali v tujini, ki se recimo piše razvoj kardiologije, razvoj posameznih kirurških specialnosti. To so knjige, ki imajo obsega 200, 300, 400 strani. Zdaj pa kako celotno medicino in zdravstvo, se pravi sistem in stroko, združiti in podati v takšno vsebino, ki stoji, ki je verodostojna. Jaz mislim, da je pač tudi ta odgovornost do vsebine je zelo prisotna skozi ves ta opus. Tako da so veliki zalogaj, je ogromno dela, ampak mislim, da smo tudi zaradi tega ponosni na izdane knjige,
tega, ker smo v bistvu potem, ko je, kot je kazalo, postavljeno nekje ključno je kazalo in pa neka struktura po glavi se je oblikovala, ne, se tudi zelo kaže, kako se recimo knjige ne, pač tudi razvijajo in se recimo tudi vedno boljše vsebinsko predstavljene in bolj detaljno predstavljene. Potem pač skušaš ne, po tisti strukturi ne, vsem strokam ne, zagotoviti neko podobno, kredibilno vsebino, ne, ki jih pač predstavi v tistem, kar je ključno bilo skozi razvoj in skozi čas 20. in pa 21. stoletje. Potem pa v bistvu, kot je tudi že Zvonka omenila, ne, sodobnost je pa nasploh problematična, ker ne moreš je evalvirati, težko dobiš podatke, kaj ti v recimo 20. stoletju do 90. leta ena taka tradicija, pa tudi nasplošno se še ohranja, da in bolnišnice imajo številne te jubilejne publikacije, ki opisujejo, ki izdajajo ne, pač o svoji zgodovini, stroke. Potem je bilo tudi v zdravniških vestnikih in stanovskih glasilih je bila ena taka tradicija, da so predstojniki popisovali jubileje in pa historiat svojih strok, ki so jih vodili, ne, kar je v bistvu zelo hvaležno, ko lahko pač pripravljaš preglede, ampak potem nekako po letu 90, ne, seveda je povezano s tem, da se začne tudi neverjeten razvoj medicine, ne, ki je tako hiter, da se na dnevni bazi spremenijo stvari in enostavno tudi za te historiate je zmanjkalo časa oziroma ljudi tudi. Ne. Tako da še kljub temu ne, je v knjigi tudi velik poudarek na sedanjosti, ki je razkošno popisano, ampak kaj dejansko pa pomeni, kakšni so efekti, je pa zelo bo čas pokazal in tega pač ne moreš reči, da je to za sedanjost. Hvala lepa. Torej tudi o tem, kar se tiče omejenosti ali pa prednostih umetne inteligence, ne, jaz globoko verjamem, da tisto, če nas nikoli ne bo prekašala, sta dve stvari, ne, ena je človeška neumnost, drugo pa ustvarjalnost. Da, krasno, ne, če zmore nekdo namesto nas nekaj narediti, mislim pa, da ustvarjalnost je pa tista božja iskra v človeku, ki bo ostala emanentna. Seveda pa tako, kot ste rekli, da to gotovo kliče po eni evalvaciji, no, po poglavju o etiki v medicini. Gospa Ana Jakopin, ste že povedali, ne, je družinska zdravnica, magistrica dietetike, prav tako s prakso v klinični medicini, zaposlena prav tako na Inštitutu za zgodovino medicine in sodeluje kot vaša asistentka pri predmetu zgodovina medicine z medicinsko humanistiko in stik s pacienti še zmeraj ohranja preko svojega dela v Centru za krepitev zdravja, kjer je zaposlena tudi kot prehranska svetovalka. Gospa Ana, k knjigi ste doprinesli kot strokovna sodelavka s svojim širokim znanjem, finim občutkom za medicinsko humanistiko. Kako bi ob tej knjigi to zgodovinsko medicinsko delo nekako vpeli v širši prostor oziroma skozi vaše oči, delo, prakso in seveda tudi teorijo. Ja, hvala za besedo, pa lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, profesorica je res en ogromen navdih, jaz se spomnim še študentskih časov, te njene srčnosti, dobronamernosti, pri njej medicina nikoli ni bila neka tehnicistična stroka, tako da tle črpam res veliko energije tudi za delo za naprej in to mislim, da je tudi nekaj, kar je treba predati prihodnjim generacijam, ne, da je zdravnik oseba s srcem, ki mora imeti vzpostavljen ta človeški stik. Zelo zaskrbljujoča je bila ena raziskava, ki so jo naredili s ChatGPT-jem in so primerjali, koliko empatični so bili odgovori ChatGPT-ja pa odgovori resničnih zdravnikov in na žalost so bili odgovori ChatGPT-ja bolj empatični. Zato, ker si je vzel več časa. In to mislim, da je tudi en moment, ki je mogoče malo zapostavljen v sodobnem času, velike tehnologije, ogromen napredek je, ampak ta človeški stik
med pacientom pa med zdravnikom je srčika zdravniškega dela in tukaj res ne bi smeli popuščati. A ne? In absolutno se strinjam, da se tudi nekako to, da bi zdravnik usmrtil pacienta, nekako ne paše pod zdravniško poslanstvo. A ne? Tako da jaz sem zelo počaščena, da sem lahko sodelovala pri nastanku te knjige in pa želim si še naprej delati na tem področju. Tako da zaenkrat to z moje strani vse. Moško misel smo pustili za konec. Izredni profesor, dr. Jonatan Winkler je kulturni in literarni zgodovinar in urednik. Od 2009 do nedavnega, čeprav slišim, je kot glavni urednik vodil založbo Univerze na Primorskem in je tudi direktor Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem in pa predsednik upravnega odbora Univerze na Primorskem, med drugim tudi urednik zbranih del Primoža Trubarja in številnih znanstvenih in drugih izdaj. Treba je povedati, s profesorom dr. Igorjem Žagarjem je kot urednik in knjižni oblikovalec začetnik sistematičnega znanstvenega publiciranja v diamantnem odprtem pristopu v Republiki Sloveniji. Še ena tema, ki jo bomo kdaj odprli izven tega pogovora, kar se digitalnega objavljanja knjig tiče. Danes pa seveda zelo dobrodošel s široko humanistično, kulturno mislijo. Seveda, vaš pogled, kako vi vidite, doživljate, kako ste prišli k temu projektu, kakšen je pomen, da taka dela v slovenskem jeziku nastajajo, Valva Zorjana slovenske medicine, je nekdo poimenoval tudi to zbirko, kaj to pomeni ne samo za založniški, ampak kulturni, širši družbeno, slovensko družbo. Hvala lepa za vabilo, lepo pozdravljeni. Zgodovina se vedno piše za prihodnost. In verjetno je komaj katera znanost tako zvezana s transcendiranjem časa, kot je ravno zgodovina. Namreč, če se spomnite, zagotovo ste vsi brali Herodotove zgodbe, to vendarle sodi v intelektualno klasiko evropske kulture, recimo tisti prvi uvod pravi tako, to so zgodbe, ki sem jih jaz, Herodot iz Halikarnasa, zapisal, da ne bi padlo v pozabljenje, kar je bilo velikega storjenega med Heleni in Barbari in kako je prišlo do trojanske vojne. Potem se pripoveduje o lepi Heleni, ki je bila pograbljena, ki morda tudi ne bi bila pograbljena, če sama ne bi želela, kot on hudo namiguje. Ampak, kaj pravzaprav zares želim povedati? Pravzaprav zgodovinarji počnejo nekaj zelo nenavadnega. Namreč en proces, ki se nam skozi dogaja, pa ga verjetno človek šele prime tisti trenutek, preden gre on stran, je, da se vsak trenutek sedanjosti v naslednjem trenutku nepreklicno odlepi, odteče v preteklost. In edina stroka zares, ki intelektualno transcendira ves ta proces, je zgodovina oziroma zgodovinopisje. Zgodovinarji imajo zadrego zaradi tega, ker tega, kar se je zgodilo, ne morejo prijeti tako kot kakšne naravoslovne znanosti, ne morejo narediti eksperimenta. Tudi svojega objekta preučevanja ne vidijo niti v celoti, niti jasno. Zaradi tega, ker od vse dogodene zgodovine nimajo nikoli pred seboj popolnoma vseh celovito ohranjenih zgodovinskih virov. Zato zgodovinarji pravzaprav vidimo svet, o katerem pripovedujemo v vzvratnem ogledalu. Zato je pomembna stvar, ki jo seveda delamo, interpretacija. Ampak ta je znanstveno seveda v stoletjih historiografije evropske napredovala do tega, da danes ob nekem poštenem intelektualnem delu, kar ga v tej knjigi vidimo v izobilju in kjer so tudi recimo recenzentski postopki pomemben del tega, da stroka avtorici pomaga videti, če bi morda kje sama ne mogla takoj prijeti, da torej, to se pravi s kakovostno metodologijo, je omogočeno ljudem prihodnosti videti preteklost vsaj v enih dosti jasnih, dosti kakovostnih konturah, tako kot se je zgodilo.
oziroma vsaj od Rankeja v 19. stoletju, evropska historiografija pač je zavezana temu imperativu resnice oziroma povedati reči take, kot so bile. Zdaj, sama ta knjižna serija je preprosto monumentalna, kajti če se ozrete po, recimo, slovenski knjižni krajini, je nekaj podobnega, recimo, so zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ki sicer izhajajo že zelo dolgo, ampak imajo preprosto isto funkcijo, ali pa velika zbrana dela koga, ne? In zakaj se to zares počne? Zaradi enega pomembnega razloga, namreč za ljudi prihodnosti, da bojo v svojem maternem jeziku lahko prebrali, da ne prihajajo k duhovno prazni mizi. Zato se to počne. Ne zaradi tega, da bi si nekdo, ne zaradi tistega Horacovega, oziroma tistega Horacovega mota, ki vedno pri vseh znanstvenikih je, to se pravi, pomnik si postavim trajnejši od brona in večnejši od zvezd. Dobro, to vsi intelektualci delamo, so pa verjetno samo všečni, ne, Bog pomagaj. Ampak zares se historiografija, zlasti v tej seriji, dela zato, da se pokaže, kako na medicinskem področju Slovenci nismo ne zavrti in ne zatrti. In kako se slovenska misel, to pogledna, ne začenja leta 1945. Res ne. Res ne, pač ne. Ta ideja, ki jo recimo vidite v kulturni, literarni zgodovini še vedno kje prisotno, namreč da se poudarja reči, ki so se zgodile po 1945, kot da predtem pač ni bilo nič, oziroma kot da smo Slovenci takrat pristopili k prazni mizi, je preprosto ahistorična. In zdaj ta knjiga je monumentalno pričevanje o tem, kako je pravzaprav, ko so se Slovenci skozi stoletja vključevali v ta del duhovne kulture, ne samo slovenske, ne samo avstro-ogrske, ne samo avstrijske, ampak svetovne. In bili pri tem tudi svetovljani. Recimo, notri najdete recimo take dragocene podatke recimo o literarnem delovanju zdravnikov, za katere dobro veste, da so številni izjemno multinadarjeni ljudje, od tega, da so kateri odlični glasbeniki, odlični pevci, instrumentalisti, do tega, da so bili kateri v preteklosti tudi izjemni skladatelji, pa seveda tudi kateri izjemni ustvarjalci literarne besede. No, vse take stvari se notri v tej knjigi najde. In kar se tiče pa samega pomena serije, je pa treba poudariti nekaj zelo, zelo dragocenega in dobrega. Hvala Bogu, ta knjiga ne izhaja kot odprta znanost, ampak kot lepo, kakovostno, založniško, korektno, pravilno, ekscelentno izpeljano, tiskano delo. Zakaj to poudarjam? Preprosto zato, ker v odprti znanosti velja načelo publish or perish. Gre preprosto, cela odprta znanost temelji na pritisku objaviti čim več, čim hitreje. Zato se tudi bralni proces tekstov, ki izhajajo v tej logiki izdajanja, kot se zdi, bistveno razlikuje od branja tudi znanstvenega, strokovnega branja, ki je značilno za take knjige. Namreč po izdajah odprte znanosti, izdaje odprte znanosti se ne bere, ampak se po njih rudari. Zaradi tega, ker se jih razume kot repromaterial, kot gradnike novih del, ki bodo zopet publicirani. Ne? To je nekaj izrazito antihumanega, antihumanističnega in v osnovi protivnega evropski ali pa zahodni, tudi vzhodni knjižni kulturi. Da ti produciraš dela, ki jih nekdo razume kot se izražajo sekundarne podatke. Ne? In to v tem primeru seveda tako ni. Gre za tiskano knjigo, ki je izdelana
reprezentativno, kakovostno vezana in ki tudi nima tistega bolezenskega, temeljnega, patološkega značaja, kot recimo odprta znanost, ki je v digitalni formi in jo je treba same nosilce ves čas prestavljati iz medija na medij. In sicer to knjigo, če jo ne polije voda, če jo ne zažgete, če ne vem, se ne zgodi neka naravna nesreča, ta knjiga je zmožna preživeti naslednjih nekaj 100 let. Tudi zato, ker je natiskana na takem papirju, ki po 100 letih ne bo razpadal, ker ti sedanji papirji niso več beljeni s klorom in niso podvrženi oziroma se ne zakislijo in niso več podvrženi razpadanju, kot so bili recimo papirji še 30-40 let nazaj. Kar pomeni, ta knjiga, jo je mogoče recipirati veliko dlje kot datoteke. Zato, ker s datotekami je pa tako. Vsi nosilci, ki obstajajo in so potrebni za to, da se omogoča recepcija preko spleta, so stabilni največ tam med 5 do 7 let. In potem morate to prenesti, prekopirati. Nobeno to kopiranje, repliciranje se ne zgodi brez napak. Tako kot naša celična delitev se ne dogaja brez napak, se tudi to ne dogaja brez napak in na koncu po toliko in toliko iteracijah imate vi poškodbe v tem tekstu, kar pomeni, imate tekst, ki ni več integralen, kar se recimo za tako knjigo kajpak ne more zgoditi. In še malo evropskih referenc. Recimo v zgodovinopisju še vedno uporabljamo serijo Monumenta Germanije, ki je začne Heinrich Perc leta 1828. Gre preprosto za referenčno delo z listinskega gradiva iz nemškega prostora, iz Reicha, ki je bilo narejeno enkrat, pa je bilo narejeno dobro in je narejeno pravzaprav za vse čase. Na podoben način tudi ta knjiga, bom si pa še eno osebno tako reminiscenco dovolil, ki se mi zdi pa pomembna. Za narediti tako knjigo je treba strašno veliko samo odpovedovanja. Jaz sem delal zbrana dela Primoža Trubarja od leta 2002 do 2018 in približno vem, koliko martirja je tle odzadaj, pa sem namenoma uporabil ta latinizirani izraz, koliko martirja je za storiti eno tako serijo, namreč to realno pomeni to, da vedeti, nobenih vikendov, enih 5 do morebiti 10 dni dopusta v celem letu, drugač pa 7 dni na teden, 12 mesecev na leto, leto za leto, ob rednem služenju kruha, ob rednem delu. To pomeni, ne? In da se nekdo loti tega, da spelje, je pravzaprav zares velik, monumentalen podvig, ki, kot sem rekel, se ga dela za prihodnost, za ljudi, za prihodne generacije, da bodo lahko v slovenščini, v slovenski materinščini imeli občutek prvič, da nekam sodijo in da tja, kamor sodijo, da ne sodijo med dunajske konjušnike, da ne sodijo med ljudi, ki bi se kot narod konstituirali šele konec 19. stoletja ali kaj podobnega. Da sodijo v en narod, ki je majhen, ampak strašno kreativen in ki je očitno moral skozi zgodovino pokazati neizmerno tako prilagodljivost, kot neizmerno energijo, da je spričo majhnosti narodnega telesa tudi preživel. Zato je ta knjiga je tudi en velik monument, velik spomenik ene edinstvenosti Slovencev. In bi morali, mislim, da si zasluži absolutno en velik aplavz. Je pa v ozadju seveda strašno veliko dela, tudi kakšno unetje karpalnega kanala in tako naprej, recimo, ne? Zagotovo smo odprli zelo široko polje za kakšen komentar, kakšno vprašanje. Mogoče bomo kakšno kratko res sprejeli pa nanj odgovorili, zdaj je čas za to. Sicer pa kaj več potem tudi v pogovoru, ne, da bomo ostali na kakem druženju, če bi kdo želel kaj pripomniti, izvolite.
Medtem mogoče samo povem še, da so uvodnike k tej 4. knjigi napisali profesor dr. Zlatko Fras, dr. Božidar Volč, akademik zaslužni profesor dr. Blaž Rozman, docentka dr. Ignacija Fridljarc, profesor dr. Tomaž Marš, profesor dr. Saša Markovič, profesorica dr. Jadranka Buturovič-Ponikvar, profesor dr. Radovan Hojs, Alenka Roš, magister Mitja Mohor, magistrica Mateja Lopuh in seveda profesorica dr. Zvonka Zupanič-Slavec svoj prispevek o knjigi. Knjiga je torej, kot že večkrat rečeno, opremljena tudi z bogatim slikovnim gradivom, kot tudi vse pred njo. Oblikovala jo je Mateja Omerzel, lektorirala Cvetana Tauzas, gospa Ana Jakopin je sodelovala kot strokovna sodelavka, prevode povzetkov v angleški jezik je opravila Anja Krek, lektorirala v angleščini Lucija Jagrič, tehnična sodelavka pri knjigi je tudi Tjaša Debelak, recenzenti v glavnem pa tokrat Dušan Sket, Alenka Radešel Medvešček in pa Jadranka Buturovič-Ponikvar. Tako zelo na kratko še več imen je pa v to seveda vpetih. Lahko še jaz 2 besedi? Prosim, za konec je vaša, absolutno. Ja. Jaz bi tudi poudarila, recimo, da recimo mi lahko skupaj delamo. A ne? Velika umetnost je ohranjati tim in to tako redkih ljudi, ki imajo ta interes. Gre za zelo specialno stroko, kjer rabiš ti veliko znanja, medicinskega znanja in hkrati imeti pač urednika, ki področje pozna in ki ima afiniteto do tega in ki znajo tudi ti ljudje, a ne, ker, a veste, tako kot je lepo rekel, bom rekla Jonatan, a ne, da gre za martir, da gre za trpinčenje, da gre za mukotrpno delo, a ne. Jaz sem res imela tako roke vnete, ker med korono, a ne, sem pač pisala po 18 ur na dan in je tudi ta 3. knjiga je dvojna, ker je bila pač covidna knjiga, se ni dalo v času iti v tiskarno in tako naprej, a ne. In ti ne smeš kot vodja tega tima pravzaprav nikoli na glas priznati, da ne moreš več. A veste, in tako da jaz sem vedno znova tudi morala bodriti svojega duha, da malo pa še zmorem, da ne manjka več dosti, pa napisati spodbuden mail, a ne, pa povabiti, da se malo posedemo, pa malo pobožati, pa se zahvaliti. In tako se tudi tukaj zahvaljujem, se so skromne, ampak te vrtnice, kar tako po vrsti bom šla, so res tako neka simbolni znak moje brezmejne hvaležnosti pač za stvari, za katere sam predobro veš, da jih ne zmoreš sam. Jih ne zmoreš sam, še lepo prosim Erna Kozgradner, ja. Potem Ignacija Fridljarc, lepo prosim, vodničarka. Ja. Potem tukaj imamo še Duša Fischinger, Dušo Fischinger še prosim, če lahko. Ja. Potem rada bi dala gospe Zofiji, ste to vi? Ja, gospe Zofiji, ki je najstarejše podatke za interno kliniko tukaj dragoceno nam tudi posredovala. Pa ena je še ostala in bi jo rada poklonila Milici Štivan, ki tudi skozi dolga leta, najlepša hvala, spremlja moje delo in me podpira, kadar mi malo zmanjkuje, pa je vsega preveč. Zdaj, na koncu bi pa rada še vseeno dala 2 taki klini knjigi, ki pravzaprav prikazujeta najpomembnejši deli, ki govorita o razvoju zdravstva in medicine na Kranjskem v 19. stoletju. Gre za Lipičevo topografijo Ljubljane, to smo mi pripravili Lipič je bil najpomembnejši zdravnik 19. stoletja. In Senta je takrat tudi bila pri nas na inštitutu in smo pripravili 3 knjige, 3 prevode 3 njegovih knjig, znamenitih, okoli 1300 strani, mislim, da je skupno bilo vsega tega, a ne? In mi to poklonila Jonatanu znak, bom rekla čisto tako, ker gre za zgodovino medicine 19. stoletja. In potem bi to poklonila tudi urednici, dr. Tanji Ozvatič, njej pa bom še dodatno povedala, zakaj. In tukaj tudi Dipsobiostatika, to je druga izmed teh knjig, ena je pa še Bolezni Ljubljančanov. Ta knjiga je prva znanstvena monografija o alkoholizmu na svetu.
In jo je naredil ljubljanski mestni fizik Fran Viljem Lipič in je naredil klinični poskus, kjer je primerjal skozi 4 leta, kakšno je zdravstveno stanje alkoholikov in ljudi, ki ne pijejo. In je res dragocena. Tako da jaz te 2 knjigi, ta tretjo bom pa še, pa ne za dan zjutraj doma, nisem več imela bolezni Ljubljančanov. Mislim, da imamo v slovenskem prostoru enega pisca, ki ga jaz globoko cenim in se piše Ivan Sivec. In Ivan Sivec je zdaj napisal čudovito knjigo o Ipavcih, Slovenec jo je naslovil. In glede na to, da je zelo študiozen in da zna srčiko dela nekoga zelo dobro javno predstaviti, mislim, da bi bil on tisti, ki bi ga lahko založba povabila, da bi napisal eno biografijo o velikem ljubljanskem zdravniku Franu Viljemu Lipiču, ki je, družina prihaja, samo par besed, iz Kotorja, so bili politično tam nezaželeni, so se preselili v Ključarevac in delno tudi na Madžarsko, to je zdaj že, a ne, to je Hrvaška sicer, en del je šel pa v Kropo. In iz te kroparske veje izvira ta, torej njegov oče je potem bil poslan na Slovaško, je bil tam zdravnik in se je tudi Fran Viljem Lipič rodil na Slovaškem, na Dunaju končal medicino, ampak ker je znal slovensko, so ga v Ljubljano poslali. In je v Ljubljani bil mestni fizik med 1821 in 1834 in je tukaj ogromno naredil. Ampak bil je tako presežen po svojem duhu in hkrati je dobil tudi kot mestni fizik zdravnika, ne, nalogo, da preganja homeopate, da so ga tukaj skoraj uničili in je bil brezmejno srečen, ko so ga povabili v Padovo, ker je s temi 3 deli se je res proslavil in je postal predstojnik interne klinike v Padovi. In potem je od tam šel kot predstojnik, povabljen je bil na interno kliniko na Dunaj in je restauriral drugo dunajsko medicinsko šolo in tam tudi umrl. Jaz sem si zelo prizadevala v času po padcu Berlinskega zidu, ker so dvema Slovakoma so v atriju Dunajske univerze odkrili 2 spominski plošči, da bi tudi mi Lipiču to naredili. In sem še z doktorjem Ernestom Petričem poskušala to nekako narediti, ampak nam ni uspelo. V Ljubljani sem poskušala, imamo eno majhno Lipičevo ulico, kjer je ta ena sama številka je, a ne, in zdaj ne vem, če še je, zato ker je tukaj zdaj bila porušena Šentpetrska kasarna in ne vem, ali bo to zdaj obstalo, bo to Vrazov trg 2 vse skupaj, ali kakorkoli. Potem sem poskušala, da bi en kip postavili in sem bila pri ljubljanskem županu in je rekel, ja, da če ga bo on odkril, potem ga bomo imeli. To sem rekel, da ne bomo, ne imeli. No, ampak skratka, lahko ga pa odkrijemo recimo v kliničnem centru ali pa na medicinski fakulteti ali pa tako naprej, ne. Ampak, glede na to, da je naredil tako svetovno kariero in da je bil pri nas tako zatiran, kot vse, kar je veliko pri nas, ne? Slovenci so pač strašno načelni in strašno delovni in pač vsako stvar res temeljito naredijo, bolj papež kot papeža, veliko krat, ne? Bi bilo vredno, da bi ta dela prišla mogoče s pobudo Mohorjeve do gospoda Ivana Sivca, kjer sem seveda absolutno pripravljena biti sogovornica. Jaz sem pa že čisto predolga, tako da ne zamerite, jaz vam samo povem, ob vsem tem velikem delu ostajam brezmejno ponižna, zato, ker je bolezen nekaj, kar je večno nepredvidljivo. Lahko imaš najboljše prognoze, pa te naslednji dan nekaj preseneti. Tako da zdravnik, ki nima tega visokega empatičnega čuta do bolnika, nima kaj iskati v tej stroki. Jaz to tudi povem študentom v predavalnici. Pa sem še eno stvar rada povedala kot ženska, da sem en mehen detalj, da včasih je v moških krogih zelo težko delovati in vi ste ena taka vzornica za vse ženske zdravnice oziroma nas. V tem, ta del se mi zdi še zelo pomembno povedati, da ste ohranili to svoj ženski način, ker včasih nas potem prepričuje, da smo narobe, ker smo takšne, kot smo, in bi še to izpostavila. Kakšno lepo izhodišče. Jaz se vam lepo zahvalim. Jaz sem tako rada ženska, ki je lahko žena, ki je lahko mama, ki je lahko profesor, ki je lahko znanstvenica, ki ima lahko vse vloge na tem svetu, če ni feministka. Mislim, a veste, ne gre za to. Meni
meni je vedno lepo, tudi ko mi mož reče, o, lepa si, a veste, pa pri mojih letih in tako naprej. Tako da, pa imeti tudi to, bom rekla, to toplino, ohraniti toplino, ohraniti srčnost, ohraniti človeški dotik. To se mi zdi, da je tako pomembno in to znajo tudi videti, ali ste študenti in tako. Jaz sem bila nekajkrat predlagana od študentov za najboljšega profesorja na fakulteti. In pri tem, to ne govorim zdaj tukaj, kot recimo, da bi se poveličevala, Bog ne daja, ne? Ampak imeti srčen odnos s človekom odpira skoraj vsa vrata. Ko boš ti nekoga prijazno nagovoril, bo težko zalajal nazaj na te. Hoče povedati, da včasih nas prepričujejo, da je nekaj narobe z nami, ne? Če smo taki. Erna Kos-Graber, dolgoletna glavna medicinska sestra Ljubljane. Možem, da ne bi povedala, kako so se spoznali s profesor dr. Slavčevo, Drago Zvonko. To so bili koncerti za naše bolnike v kliničnem centru, ki jih je organizirala redno, vsakomesečno. In to so bili resnično koncerti z bogato vsebino, napolnjeni s kulturnimi dogodki, res nepozabno, koliko je to bila velika dodana vrednost za naše paciente. No in tam, kot ste vi lepo povedala, me je Zvonka mene prevzela s svojo srčnostjo, neposrednostjo, iskrenostjo. Takih žensk sploh ni več. Tam okrog sebe sem imela kolegice, pa smo medicinske sestre, pa naj bi imeli empatijo, pa upam, da jo imamo. Ampak toliko, ko sem bila pa deležna od tebe, jo pa nisem bila, no. In zato se ti še enkrat resnično iskreno zahvaljujem, da si prav s svojo vztrajnostjo, predanostjo, trmo, kaj ne rečem, vztrajala, da je prišlo do tega, da je tudi naše področje dela, vsaj v nekem delčku, zajeto v tej knjigi, kajti če ti ne bi bila taka, tega ne bi bilo, ker večkrat so bile na vezi, predvsem v tem zadnjem obdobju in sem te začutila, kako si bila utrujena, kako si bila zgarana, koliko težav si imela pridobiti sogovornike, velike težave so bile pri nekaterih, ne? In zakaj o tem težko sodimo, ne? Pa naj se za dobrim konjem resnično kadi, ali karkoli, ne vem, kakšni so bili razlogi, ampak če ti ne bi bila tako trmasta in vztrajna in odločena, da boš to speljala do konca, pa tudi področje zdravstvene nege, mislim, me tudi prepričala, no, tako da hvala lepa ti še enkrat. Hvala. Še naprej Erna, najlepša hvala. Erna je bila podobna pravzaprav po vsem svojem velikem profesionalnem poslanstvu. Vedno tista, ki je gladila, ki je spodbujala, ki je znala videti čez osebne zamere, in to so res velike stvari. Jaz bi pri tem povedala, gre res tudi za maso teh koncertov in teh prireditev za bolnike. 25 let, okoli 400 prireditev, ki sem jih organizirala in vodila. 10 let sodelovanja z UNESCO projektom Arts in Hospital. Tako da to je bil moj gratis, seveda, prispevek k humanizaciji hospitalizacije, humanizacije medčloveških odnosov, dvigovanju, nenehnemu plemenitenju. To moramo delati in to ne smemo nikoli prenehati delati. In Erna, naj ti povem, da smo odločeni, da naredimo še poglavje Razvoj zdravstvene nege v 5. knjigi, kjer bomo skozi vse knjige šli, ker imamo praktično v vsakem področju popisano, kaj približno se je dogajalo, pa kolikor bo pač mogoče kakšnih začetkov manjkalo, pač bomo napisali, da niso dosegljivi ali kakorkoli že. Tako da zdravstvena nega, kjer ima recimo glavna medicinska sestra interne klinike 800 sester pod sabo. Veste, kaj je to? Mislim, da to ni posebej popisano, res je nedopustno in kdorkoli bi potem kazalo gledal, če recimo ni pri eni taki monografiji poglavja Zgodovina zdravstvene nege, je to gotovo tudi en strokovni feler. Čeprav je pri vsakem poglavju popisano, ampak kot je rekla, malo težje nekako sodelovati iz tudi meni malo, torej neznanih razlogov, ne? Ker mi, veste, v medicini oziroma v zdravstvu tako skupno ne gre za kompeticijo, ampak gre za sodelovanje. In to, da znamo drugemu roko podati, in da nima nekdo občutka,
bom rekla, manj vrednosti zato, ker je pač nekdo profesionalno nad njim. To je strašno pomembno. Medicina je hierarhična stroka zato, ker na koncu mora nekdo odgovarjati. Imamo tukaj med nami anesteziologinjo prominentno, ki zelo dobro ve, ko se kaj dogaja, recimo reanimacija, a ne? Nekdo komandira in je na koncu odgovoren, da je to v redu šlo. A ne? Tako da je pač treba znati razumeti, da vsi rabimo drug drugega, da je to timsko delo in da pri tem tudi spoštujemo. Jaz mislim, da zdravništvo zelo spoštuje medicinske sestre. Ne? Pika. Ja, hvala lepa tudi za ta lep zaključek. Gospa Zvonka Malček smo že tudi napovedali skozi vaš čas 5. knjigo, bi želeli še nekaj povedati na kratko, prosim. Ja. Zelo rada bi se zahvalila, Zvonka. In res si vzornica. In vsem študentom, ki jim ti predavaš, daješ vzor, kako je lepo, če se z nasmeškom približaš sočloveku. Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje. Ne, da so vzvišeni, kot da so kralji, takih ni veliko več, ampak to, da so ljudje, ki so pripravljeni pomagati. Hvala. Ja, tako kot smo rekli, delo in ljudje govorijo o vas in zase. Torej, če potegnemo črto, knjige, ki so pred nami in kaj smo povedali o 5. knjigi, smo povedali. Ne, nismo reči. Kako povem, pride še pediatrija, razvoj pediatrije, psihiatrije, zdraviliške medicine, zdravstvene nege, duhovne oskrbe bolnikov, medicinske etike, pa zdravniško društvo, tako še nekaj v zvezi s temi organizacijami. To je to približno. So mi že eni potegnili za ušesa, ki pa je gorska reševalna služba in tako naprej. Mislim, to bodo lahko, če bo Ana imela to željo, voljo in tako naprej, bo lahko, ko bo to enkrat digitalizirano delala, prenovljene izdaje, s tem to boste se lahko dogovarjali kakorkoli drugače. A ne, pač stvari, tukaj, to je kot pahljača, se širi in se potem niti ne vidiš izza tega, ne, ni na konca ne kraja. Tako da še 5. knjiga, ampak letos upam, da bo prvič, da bo imela počitnice po 10 letih, tako da bi rada, da bi do junija bilo to končano. Hvala. Da mi jih tudi zelo privoščimo in če takole črto potegnemo, torej vse te knjige, ki so pred nami, so lahko le plod res intenzivnega, koncentriranega dela, žrtvovanih neskončnih ur dela, kot smo že rekli, najširšega razgleda po stroki, izjemnega raziskovalnega duha, disciplinirane sistematike, predvsem pa tudi videti tako gost kot drevesa. In si bom še za konec posodila misel, ki je prav tako nekje v knjigi nekdo uporabil, in sicer angleškega pisatelja iz 17. stoletja Johna Bunyana. Tako je zapisal: nisi živel, dokler nisi naredil nekaj za nekoga, ki se ti nikoli ne more oddolžiti. Spoštovana gospa Zvonka, potem rekel, ste živeli zelo intenzivno, že do zdaj, močno, veliko. Kajti dolg za vaše raziskovalno delo, za vaše publiciranje, raziskovanje, za vašo humanizacijo medicine vsekakor ostaja neoddolžljiv. Pa naj bo to cvetje samo simbol zahvale, občudovanja in pa sporočilo, da se seveda veselimo sodelovanja tudi v prihodnje. Naj bo veter v jadra na pravi strani. Prav lepa hvala. Tako da pomladansko razpoloženje odhajamo tukaj in zremo, jaz upam, svetlejšim zarjam naproti. Hvala lepa.